Dolgo let, 33 let sem živela popolnoma brez modrosti. Živela sem po navodilih staršev, po navodilih zdravnikov v otroštvu. Spominjam se, ko smo čakali v vrsti, mogoče sem bila stara 7-8 let, in smo se hecali, smejali, vem, da smo bili vsi v kratkih hlačkah in smo dobivali cepiva. Dobro se spominjam, da sem se smejala, preden sem ga dobila. Od takrat naprej nimam spomina o smehu, o radosti, vse dokler nisem spoznala modrosti. In res, modrost je nekaj, ker se jo moramo pridobiti. Ne rodimo se z njo. Niti kralji se ne rodijo z modrostjo. Ker modrost je ponižnost pred najvišjim očetom, stvarnikom, ki nas je ustvaril in nas poslal na to zemljo, da si pridobimo vso modrost in tudi večno življenje. Vem, da ta beseda marsikomu na en način zagreni misel, dušo. Tudi se dobijo mogoče mravljinci v želodcu, ker govoriti o življenju, o večnosti je nenavadno v teh časih. Vsakodnevno poslušamo, ljudje umirajo, ljudje imajo nesreče, ljudje so bolani. To poslušamo vsak dan. Ljudje hodimo na pogrebe, se poslavljamo od ljudi, ki so živeli na tej zemlji, v bistvu trpeli, in potem se svojci v žalosti poslovijo od ljudi in verujejo, da je življenje konec. Da s tem, ko so ga pokopali, mogoče v trugi, velikokrat pa kar v žari, mislijo, da je dovolj, da imajo samo spomin na svojca, na ljubljeno osebo, ki je zapustilo življenje zemeljsko. In vendar, če imamo modrost, Božjo modrost, če poznamo Božjo modrost, če smo ponižni pred Božjo modrostjo, če imamo strah pred najvišjo modrostjo, če imamo spoštovanje do stvarnika, če imamo ponižnost, da si želimo modrosti, jo bomo dobili. Ker beseda Božja pravi, kdor prosi, dobi, kar prosi, če prosi s čistim srcem. Kdor trka, se mu odpre. In kdor moli, je uslišan. Zakaj? Ker naš stvarnik, oče vseh nas vidnih in nevidnih stvari na zemlji, nas je ustvaril z ljubeznijo, z besedo. In seveda je najprej ustvaril prelep planet, da bi njegovi otroci lahko srečno, zdravo živeli na tem planetu. V enosti z njim, v ponižnosti pred njim, v hvaležnosti, v ljubezni. In kdor išče Boga, ne more grešiti zavedno. Lahko grešimo nezavedno. Jaz osebno sem zelo veliko grešila do svojih 33 let. Zakaj? Ker žal nisem imela te modrosti, da bi prosila za modrost. Živela sem pač v sistemu, ki ga nisem mogla spremeniti, lahko sem samo bila del sistema. In vem, da sem veliko prejokala, veliko pretrpela,
svojo dušo skoraj izgubila in po Božji milosti se vračam nazaj v tisto modrost, ki je za mene usrečujoča, ki je za mene ozdravljujoča, ki je za mene resnično nujna v teh letih, v katerih se trenutno že nahajam. Včeraj smo se poslavljali od gospe, ki je živela nad tem prostorom, ki trenutno imamo ta Zoom. Rada sem jo imela in jo še vedno imam. Bila sem pri tem zadnjem slovesu. Bila sem v belem z belo vrtnico. Zakaj? Zato, ker verjamem v življenje po življenju. Ker verujem, da nas Oče nebeški tako neskončno ljubi, da vsakemu da, kot sem danes njeni hčerki rekla, tudi popravni izpit. Veliko je zmot in zablod, ki so privzgojene, naučene, ki nam jih vsiljujejo, ki nas spodbujajo, da razmišljamo ne po Božje, ampak po sistemu, da drugi lepše živijo in da mi ostajamo v temi. In zato beseda večno življenje, popolno zdravje prebuja v ljudeh jezo, nemir in ljudje verujejo v smrt. V smrt, ne v življenje. In jaz osebno verujem v življenje. Jaz ne verujem več v smrt. Smrt je nagrada za greh, za neznanja, za neenos z modrostjo. In res je, na tem svetu je premalo modrosti še. Zato je naše društvo za srečno življenje tukaj, za nas, za vas, za vse nas, da bomo več in več modrosti spoznali, jo zaživeli in jo delili. Naše društvo ni sistemsko društvo, ni politično društvo. To društvo za srečno življenje ne vodim jaz, ne vodi ga niti Mihajl. Vodi ga ljubezen vsemogočnega Boga z močjo Svetega Duha. In jaz osebno se ne istovetim z nobeno predsednico, tudi se ne uslavljam, da sem predsednica, ker nisem. Sem ponižna pred modrostjo, pred mojim vsemogočnim očetom nebeškim. In če si želim karkoli res spremeniti v Sloveniji, si želim, da bi vsi spoznali Božjo modrost, da bi si vsi poklonili, da bi vsi sprejeli, da bi sprejeli to resnico, da obstaja večno življenje v telesu in da je smrt nagrada za nemodrost, za neznanje, da je to nagrada, da ne delamo po Božjih zakonih, ampak delamo po zakonih, ki niso v skladu z Božjo besedo. Videti moramo vsi, da ljudje, ki niso v enosti z Bogom, ki niso ponižni pred Bogom, ki nimajo strahu pred Božjo resnico, bodo res umrli. To je resnica. Vedeti pa moramo, da so tudi pravični ljudje na tej zemlji in da so blaženi, da so polni modrosti in da ne delajo za bogastvo tega sveta, za hiše, za oblast, za slavo, ampak da delajo za življenje. Jaz sem bila pri 33 letih, lahko bi rekla, kar bogata dama. Navidezno mi nič ni manjkalo, ampak vse mi je manjkalo. Bila sem prazna, nesrečna, bolana.
In ko je moja mami odšla, sem dobila njeno lepo sporočilo, dobesedno iz nebes. Ne delaj za ta svet, nič ne boš odnesla s seboj. Delaj za radost svoje duše, odpuščaj in bodi srečna. In to me še danes spremlja, to spoznanje, da ni vredno delati za materialno bogastvo, ampak za Božjo modrost, za Božje blagostanje. In vedeti moramo, da vse, kar sejemo, bomo poželi. Če sejemo hudo, bomo hudo poželi. Če sejemo dobro, bomo dobro želi. In vedeti moramo, da ljudje, ki v tem trenutku ne spoštujejo besede Božje, ki jo ne nočejo niti poslušati, ki zaprejo srce pred Božjo besedo, ti ljudje bodo pač umrli v svojih grehih, v svoji nemodrosti. In ne odgovarjamo za njih, odgovarjamo za sebe. In odgovorni smo samo za svoja dejanja. V Svetem pismu je 19 poglavij o modrosti. Pisal je knjigo modrosti kralj Salomon, sin kralja Davida. In on ni molil, da bi kraljeval ljudem. Molil je, da bi imel modrost vladati ljudem po Božji volji. In to se je izmolil. In bil je spoštovan. Spoštovan kralj. In ker je imel modrost, mu je bilo vse ostalo dodano. Tudi večno življenje in blagostanje in spoštovanje ljudi. Ker kdor vlada ljudem z Božjo modrostjo, sam sebi odpira vrata za večno življenje, ki ga čaka po zaključku svojega zemeljskega življenja. In zato prosim, bodimo modri in izprosimo si vsak za sebe najvišjo modrost. Jaz osebno sem imela že nekaj situacij, ko bi naredila popolnoma drugače, če se ne bi obrnila na svojega nebeškega očeta ponižno, v strahu, da ja ne bi kaj narobe naredila. In ko sem molila in prosila Boga za modrost, za rešitev, sem jo tudi dobila. In hvaležna sem sama sebi, da sem bila dovolj ponižna, da sem se obrnila na svojega očeta, na svojega stvarnika in njega prosila za modrost, za razrešitev določenih situacij v mojem življenju. In modrost, ki jo Bog rad daje vsem tistim, ki ga prosimo, nas osrečuje, nas varuje. In izprosite si, dragi člani Društva za srečno življenje Belis in dragi vsi ljudje, ki morda niste ugasnili mojega govora in ga poslušate, odprtega srca, odprtega duha, prosite za to modrost. Pojdite v svojo sobo. Bodite ponižni pred Božjo modrostjo, ne pred ljudmi. Ne rabimo se klanjati ljudem. Mi smo bratje in sestre vsi na tem svetu. Imamo pa svojega očeta, ki nas ljubi in ki nam je dal svojo podobo. Po njegovi podobi smo ustvarjeni. Imamo svobodno voljo delati Božjo voljo ali pa delati voljo drugih ljudi, ki nam ne želijo lepega, srečnega in večnega življenja. In danes bi zaključila z besedo: če nimate modrosti, izmolite si jo, prosite za njo in dobili jo boste.
Hvala lepa za pozornost.